Draga družba, en lep pozdrav spet na kanalu Lunca Film, sevo z vami spet Matic Zalaznik, fotozalaznik, evo. Tako ja, to me zdaj ponovno tako kličejo moji kamarati. To je noro, veš, to je zgodba. V glavnem, stvar je taka, danes sem zamenil majčkeno lokacijo, preletel sem na desno stran, se pravi, direkt na Krk, ko prideš desno stran, zdaj ne vem, kako se točno tukaj reče. Vem, da grem zdaj iz Supom na otok Sveti Marko. Žet je danes v renti spet in v bistvu mi je ostal Sup. Ampak tu ne sme biti razlog, da ostaneš doma, gremo ven delati zgodbo, jaz pravim. In od danes v bistvu grem, se pravi, na otok Sveti Marko, tam prespim iz Supom, naložim ga, kakor ga pač moram. Sploh ne vem, kako bom to delati rešil, ker v bistvu imam cel prtljažnik robe spet. Zdaj bo pa treba narediti tako, da minimalno vzamem na Sup. Poglejmo zdaj, koga bomo dejansko lahko naložili. Evo, zgodba je v teku, a ne? Zdaj pa sam še v bistvu moram se sam fajn odločiti, kaj vse bom sabo vzel, a ne? Ker tole pa čez mir se naložim toliko, kakor da grem za 14 dni, a ne? To je moja hiba, a ne? Ampak nimaš kaj. Lej, vzel sem si ga dele toliko na easy lepo, da bom, se pravi, zdaj grem narediti en divji kemp, počiliram, lovim čist po občutku, pol pa kar se pokaže akcija dalje. V glavnem, gremo se pripraviti. Fak družba, za Švico sem ful. Zdaj sem gonil tale Sup, kaj žval, je v najhuj vročini, zun čez 30 stopinj, jaz pa klele naganjam, kaj da hočem umreti, to je noro. Še kaj pač me v ruknu klele na morju nalepam. V glavnem nič, zdaj tole hitro znosim do vode, po se pa začenja prava Sup dogodivščina in veslaška zgodba bi se lahko rekel. Veslaško podvodno ribolovna scena je v teku. To je noro. A ja, še to, a ne? Zdaj sem mogel si vse to največjo 200 litrško boršo za vso opremo dati noter, pa vse te stvari, da bom čim bolj minimalistično potoval, a ne? Se kar bojim, kako bom tole kako bom dele tole splu, ker teže je kar nekaj. Za ene 2 mene še zraven, tako da upam, da ta Sup tole požrl. Evo, sem že dober. Gremo dalje. Well, when I woke up, she was looking at me. Told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind any way. She told me that things was gonna change if I wanted her
stay the same. So I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Yeah, everything she asked I left in the past, just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated, all I've been domesticated. She told me to top off her Jeep, the one I bought her when I sold my old GT. And I bumped in to my good friend, and he asked me where the hell had I been. So I told him what she told me. If I didn't change, she was gonna leave. So I stopped going down on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Everything she asked I left in the past, just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated, I'm domesticated. But when I got home, she sat me down, said she wasn't happy and she wanted out. Everything about the man she once loved is long gone, baby, and it's all because I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Tole ni zgodba, a ne? Evo, sem točen nek na sredin med Krkom pa med otočkom Sveti Marko, a ne? Naložen pa spet, poglej koliko. Prekomerno bi se lahko rekel, prekomerno naložen. Sam tu je prav klasika, jaz ne znam drugače, jaz bi sabo nesel še tisk na rabo, veš. Ker to je zgodba, veš, na koncu pa mogoče rabaš, ne. Kurc. Spet se dela zgodba in to je zgodba divje kampiranje iz Supom. Pa če to ni noro, no, jaz ne vem. Glej to, ta velika borša, 200 litrška, puška, brez puške, itak ne gre. Ribe moram mečkati doma, moram skrino nafilati, veš. V zadnji pa hladilna skrina, tale bila. Pa naprej, glej to, zdaj mi pa dec naredil valove take, da mi sam fuknem. Tja. Evo, družba, približujem se Svetemu Markotu. In sicer tole bo že zgodba, že vidimo, ne. Opa. Takole. Evo ga, stabilizacija je. Ta bolj dan za supati, bi se lahko rekel. Ta bolj. Zdaj pa v bistvu danes naredil spremembo in grem v bistvu prvič danes, da bom prišel postavljati si šotor, pa začilirati, pa tako naprej. Pol pa še le kakšen ribolov, plavanje, pa tako naprej. Evo, na moji desni strani otoček Sveti Marko, ki bom tukaj zdaj v bistvu preživel 2 dni. Tle zraven je pa itak kuvala vosa, ne, super, takole, če tole gledaš, ne, lej, to je zgodba, veš, že enkrat tem pelil, da vidiš, kaj je to scena, ne. Kaj je to za lovit, je to, a ne. Po glavnem, malo heca mora biti. Jet je delal dan v bistvu na X-Rent, se pravi skoraj cela sezona 7. meseca, pa še nekaj 8. meseca. Pa že prijem jaz počas na vrsto, pa moj mali, da napadava kakšno divjo ekspedicijo. Tukaj se zagre. Tukaj imam dober feeling tukaj, ki je za ribe, a veš. Ful mi nekaj govori, da bo tukaj dober delal riba. Ker tamle sem že videl, nekaj se galebi nabirajo na kupu, že zavrel majčkan po vodje, jaz mislim, da je bila tuna. Tako na potih. To je zgodba, gledaj to. Gledaj gaši placi. Samo malo skalno.
Aja, še prenočišče moram narediti. Roba itak vsa s sabo. Jaz sem pa itak fleksibilen tukaj skozi, a ne. Tako da bomo nekaj naredili, dele na sceni, ej. Veslam, evo, lej, točen kilometer bo. Točen kilometrček veslanja. Dober. Dober. Evo, dragi moji, sup potep, dvodnevni, je pravkar v teku, a ne. In še to, najdel sem eno čist divjo plažico, ko vidim, da bo tole fenomenalna naravna senca pa vse. In danes bom jaz si prav prvoščil, grem kar takoj zasest, ker naroda na vodi je danes ogromen velik. Sobota je, tako da samo pa itak sred sezone. Ja, lej, sem prav vesel, da sem najdel en hud kotiček, ki jih res kle ni velik, sama skala, a ne. Evo, Lunca sup je pravkar landil na otoček Sveti Marko. Dober kilometer supanja. Tukajle bo pa danes ena taka lušna zgodba se odvijala, gled to. Glej to. Klele. Evo, dragi moji, tukajle v tejle senčki krasni se bo danes odvijala ena neverjetna zgodba, a ne. Glej to, klele noter bom že zalegel, vidim, caka. Ne vem, če imam kar spal na supu. Placa je dost. Nimam za visečo mrežo klele za postavljati, ali pa tudi bom, no, nisem se še čisto nič odločil. Važen, da sem jaz zdajle najdel tale kotiček, ki bo meni danes dal prenočišče, a ne. Pogled, a ne, pogled, pokazati moraš še pogled, a ne, če ne nič. Pogled je pa takole. Adi bolano. 1 kilometer sem supal, pa prideš pa do tega. Pa to je zgodba, no, to je res zgodba. Lej. A ja, pa še to, danes imamo nič pekel, ker imam vse, bom rekel, hrano iz orečke, samo vliješ vodo noter in voda ti naredi vso zgodbo. Pokažem pol malo več, to so oni outdoor obroki, ki so fenomenalni, ne, nič ne rabiš slabo, sam pač vodo in vse ostalo sam pol poješ, pa še res dober je, a ne. Tako da, to je to. Evo, to je to. Danes sem pa končno mečkam predvsem tem prišel, da me spet ne lovi noč, klele postavljati, to, tret, četrt. Ališ, to je noro, a ne. Ampak, lej, treba se malo obrniti čas, ampak danes sem mečkam te prioritete zamenil. Bolj sem si dal to, da si grem za ta vdih, a ne, da si naredim čist na chill varianto. Če bo ostal čas, grem pod vodo, če ne bom pa jutri plavil okrog in okrog otoka, ker sem pogledal na hiter, mislim, da je 3 milje, 3,5 milje, nekaj tacga je, kar bom dobrih 6 km, 7, nekaj tacga. 3 milje, no. Nisem čist, bom bolj točno zračunal, no. Zdaj bolj na pamet govorim. Pa dalje, v glavnem nič. Grem se raztovorit, pa akcija.
Evo, družba, moj prenočišče je danes narejen. Poglej ti to zgodbo. Poglej. Izolirana, bom rekel, podloga. Napihljiva mreža je narejena. Majčkeno sem si vzel danes malo več časa. Danes, bomo imeli light show. To so lučke. To so lučke, ki bojo po noči tako lepo svetle. Da bo res en nor ambient. Evo. Mrežo pa dobiš na heaventent.com. Sam so drage kot pes. Nimaš kaj. Pač kvaliteta se res plača, Klele bom jaz zdaj lepo zaprl zadevo, da ne bo komarčkov pa tega, Cak. Vola. Evo. Mreža je pripravljena za en popoldanski power nap, bom rekel. Bom šel pa na en večeren potop, ker tam leče se ne ima se vidi, ali ne? Klele dol. Klele je ful tega lebov pa tega. In se mi zdi, da se nekaj dogaja pod vodo, Ampak to so le moje domneve. Klele pa tukaj enega prometa, pogled na vodi. Nerealno. Tam leži policaj, enega matratira. Pismo, povanje te policije zdaj lekle. Sicer je prav, ker je tudi toliko prometa. Tako da nimaš kaj. V glavnem prav vesel sem, da se mi je poklopil zdaj tale vikend spet majčkeno na divje, malo na off, da se odklopam, da se tukaj mi dogaja. Zdaj, vreča, kosil vreča, to morate videti, to je fenomenalno, Sam sem danes majčkeno te prioritete obrnil, da imam lepo v bistvu zdaj narejen, prav bivija sem naredil. Bivija sem naredil, ker nekjer tukaj jo ne moreš lepo obesti viseče mreže, nima nobenega drevja, nič ti tazga za opet. Tako da nič, to je v bistvu to. Zdaj pa en popoldanski power nap, bi se lahko rekel. Tole pa dele sedela, k ata na mamo. Zdaj pa hiter en potop v morje, kavica, pa ena hitra malčka, pa dalje. Tole je pa sedelo. Joj, tale kavica je pa nerealna, Prav tako se polinčilo, ker je takole vsna počas pa vse. Zdaj se treba kar majčkeno urit brcent pa hiter naprej, puška v roke pa gremo raziskati teren, druge ni.
brez sitnosti seveda ni mogel spet iti, ker se mi je na puški odlomil nosilec kamere. Tako sem bil primoran uporabiti kamero na maski, ampak seveda sem jo spet vsej tej hitrosti in vsem tem pozabil pravilno naštimati. Kamera bi mogla imeti malo nižji kot snemanja, ampak za raziskovanje morskega dna je bilo to zadostljivo. To sem opazil šele, ko sem prišel iz vode, tako da v dan 2 sem majčkeno zoptimiziral kamero, ampak to še ni to. Za naslednjič pa seveda obljubim, da se bom pri tem bolj potrudil in masko oziroma nosilec za kamero na maski bolj ustrezno nastavil. No, do takrat bom pa seveda že popravil tudi nosilec na puški in mogoče bi bilo smiselno kombinirati kadre, se pravi kamera na glavi in pa kamera na puški. Tako bi dobil v bistvu 2 kadra, ki se mi zdi, da bi bila zelo zanimiva. Napiši spodaj v komentar, kaj bi radi videli oziroma kateri kadri so vam boljši, ali izgleda bolje, če je kamera na puški ali če je kamera na glavi oziroma maski. Kar nekaj se je izoblačil, ne moreš verjeti. Evo družba, direkt iz vode. Ampak tako sem rekel, sem šel samo malo pogledati teren, tako da je pa lušten teren, takole za brancina, malo globina, malo pletvina, tako da je fantazija. Glej to. Vreme se mi je nekaj spižil. Kar nekaj se mi je zabasale, ja. Veš, to je tudi napovedan ni bilo nič, tako da upam, da ne bo nič, no. Ker ne bi glih rad, da me res klele dobi pizdarjaj, kakšna navihta. S tem osupam klele. Enkrat se spomnim, lani me je na, kaj že bilo tam bliž Šibenika, me je dobila taka navihta po nožu, se mogel z jetom iti v marino, se pravi, kaj je tista bliž Vodic, no. Res je ena ful lepa marina, ena izmed najlepših tam v bližini Šibenika. Tako da upam, da bo danes mirna noč, še prej, še prej. Je pa treba zdajle vrečka party, jaz pravim vrečka party, da se naredi neki zajest, kako sem prej obljubil, iz vrečke zajest. In to vam bom zdaj tudi uživo pokazal, da vidite, kako na komod imeti en super zdrav obrok, ki ima polno hranilno vrednost. Evo družba, pred mano je bojna vrečka, jaz pravim. Bojna vrečka pa zato, ker imaš noter obroke za čist cel dan, da lepo preživiš takole na divje v naravi. Takole je vakuumsko, je zapakirana, se moraš malo pomatrati. Čakaj. Evo. Evo. Glej to. Glej, kaj vse noter dobiš. To je noro, to je noro. Koliko ene robe. Glej to. In tu so obroki za čez cel dan. Čez cel dan. Večkrat cel dan. Jaz vam to ponavadi lahko za 2 dni takole robo majčkrat manj pojem dele, ker je poletje res. Svinina na žaru s testeninami. Pa tijo! Svinina na žaru s testeninami. To bo pa današnja večerja. Evo, glej to. Takole dobiš v taki vrečki. Vrečka. Potem pa dobiš zraven še ta grelc. Glej. Tale grelc, tukaj noter je grelc in ti v bistvu kaj narediš? Samo tukaj le gor odrežeš oziroma odtrgaš, odstraniš tole lepo, evo, smeti noter zmečemo tole boršo, valjda, da pol pospravimo za sabo, natočiš to noter vodo, toliko da aktiviraš grelc. Sploh ne rabaš veliko, mislim, da sam do tega le roba tukaj le natočiš vodo in potem začne to tako vreti, da je to noro. In potem samo takole narediš, takole daš skupaj za
takole skupaj daš za, da premeram, 12 minut in obrok je gotov. Evo, daj, se pravi, pa bom pa jaz tudi to kidle poštopil tole. Tole, lepo je to ene robe, no. Nekle imaš kar kao, kruh, tuna, spet kruh, pa napitki, ni da ni. Evo, sadna rezina, čokolada, pribor, ma ni da ni, ej, vse živo imaš, lej, pa še pašteta. To bo jutri še za zajtrk, pa to je noro, no. Tole, noč, gremo se lotati večerje, ura je že proti 7:30 zvečer gre, pa še tak lep sonček tole žge, le zdaj se je pa razpucal, razkadil se je, tako da zgleda ne bo noč navih, ali tukaj kol. Zdaj pa takole, zdaj moram pa jaz tole napolniti, da se ta zadevca aktivira. Zdaj daš lahko vodo, daš lahko tudi slano, lahko kjerokoli vodo daš noter in pol to zadeva funkcionira. Toliko je vroče, to polka zažge, da ne moraš niti v rok držati. To da le zdaj to. Evo. Evo, grill se aktivira. Niso še zanimiv. Individualni grelnik brez ognja, evo. Evo ga, aktiviral se, le to. Le kaj je to zavril. Le to. Noro. Dejansko zavre in evo, lej, pustiš na mir. Sedaj ne, če se ne to piti, samo mogo sem spustiti, ki vroče, kot pes. Evo, takole daš sem. Takole bom dal jaz tukaj le sem zdaj. Zdaj tole 12 minut je pisal. 12 minut in si dam lepo timer. Pok. Evo ga. 12 minut. Zdaj pa lahko uživam malo sončka še. Ker se mi dela južna, oziroma ne južna, južna začerja. To je noro, ne. V glavnem, nič, počakamo, da vidimo aparata. Evo, družba, obrok je pripravljen, ne moraš verjeti. Zdaj to, mečkanje še vroče, točem 12 minut čez. In evo, 10-12 minut, zdaj moram pa jaz tole probati. Voda se zlije ven, a ne? To še kar je vroče, voda gre ven, gre z polu smrti. V glavnem, zdaj pa navali narod, da bi človek rekel. Glej to. Glej to. Kako diši. Glej to, takole izgleda. Pa če to ni noro, ne? Zgleda, kot da bi bilo res kuhano, vse v nulo, tukaj mora biti. Zdaj pa še ena malenkost, ne? Zdaj je to zgodbo. Nikoli več brez pribora na teren. Zdaj to. Nož, vilca, pa žlica. Pa to še ni vse. Če gor pogledaš, gor piše lunca. To je zgodba, vidiš. To je stainless steel pribor. Se pravi, iz nerjavečega jekla, ki ga imaš skozi sabo in samo ga lahko dobiš v takem lepem etuiju in gasa. Tako da zdaj bom jaz tole počasi razbil.
pa boste lahko pri meni dobili najboljši adventure pack za na pot. To bomo mi zrihtali, vam povem. Da je to, zdaj pa testen griz. Je dobro, sočno. Hudo. To je to. Prav sočenje, ne moram reči. Pripravljeno v 12 minutah, pa res okusen. Tako vam pa zgleda tale pribor, no? Lunca pribor v črni barvi. Pa še izmerje več ga jekla. To bo zgodba, vam povem. Dobar je. Dobar je kot pes. Dočakal sončni zahod. Glej to zgodba, no. Da vam ga kar pokažem v živo. Evo. Jaz naredim še par storjev z zgodbo, a neka zgodba mora biti, a ne, brez zgodbe, kam pa pridemo. V glavnem, ja, top, vsaj 3 slati, nerealno. Glej, še en pogled na sončen zahod. Koliko je hudo, no? Res, majčkam me lovi, upam, da me še vsem dobro slišite. To je pa zdaj to. Zdaj pa treba prižgati samo še luči na viseči mreži. Danes sem se prav potrudil, sem dal na visečo mrežo lepo lučke, da bom dele združil lepo za fotko, pa da imam tak lepo ambientalen light za tole za začer, no. Tako da pojďte pogledati zdaj to zgodbo. Evo, dragi moji, tako kot sem obljubil, a ne, lej. Viseča mreža, oziroma danes ni viseča mreža, danes je tale moj bivi in tale bivi ima danes special ambilighting za takole, za preživljanje večera in za zvečer, da imaš lepo takole lučke noter. Poglej to, zdaj to, kako to zgleda živo, no. To je to. Lepo je napalan gor, caka. In voila, to je ta zgodba divja. Lej, zdaj pa še tale sončni zahod, poglej, ki je že sicer malo pobegnil, a ne. Ampak ta golden hour ga pa čist seka, a ne. Dan se takole hit obrne, res. Škoda, ker sem šel sam za en dan. Jutar v bistvu sem pogledal zdaj po Navioniksu. Točno 2,2 nautične milje imam za preplavati. Tako da grem pa že zelo zgodaj v vodo, da probam izkoristiti čim več tale dana, ne. Ker nam sledi jutar. Tako da, nič, še malo ga počiliram tukaj lepo na tehle kamenčkih, gled to, kaj je fajn, to je noro, a ne. Pol pa že počasi spat, pa zjutraj zgodaj vstati, pa akcija, da poženemo v globine, da prinesemo domov kakšno ribo, a ne, da ne bomo tlele zastonj sam bivakirali, pa se sončali, pa uživali, pa to treba še kaj narediti, pa iti malo v vodo. Tako da, voila.
Družba in lep dober jutr. Ja, tam je že prišel en podvoden ribolovec in parkiral se je direkt v tale zaliv, ja, to ne moreš verjeti. Mislim, da bo, zdaj pa ne vem, se mi bo poklopilo ali ne, pismo, najboljši je pa feeling, ko se zavališ takole ven s postelje, vidiš, direkt lepo tukajle, da se kavica naredi, če to ni zgodba. Evo, prva kavica. Joj, ma to je življenje. To imam slab feeling danes. Zaradi tegale tukaj. Pred mano je prišel dedec, predolgo sem spal, vidiš, lenuh, kad čiliram, takole. In se je toliko tihem pripeljal, da ga majstra sploh slišal nisem, a ne? Noro, to pa je noro. V glavnem, nič. Zdaj bo treba se pa počasi preštimati, pa pripraviti za podvodo, da vidim, mogoče se pa na koncu vod srečala, se ne veš. Gremo probati srečo. Družba, evo, dobra novica. Dec tukaj iz čolna se glih kar odpeljal. Jaz pa zdajle nalagam se za v vodo in sam piči Julka, vse je pod kontrolo in dele je na vrst, se pravi 2,2 km oziroma ne 2,2 milje podvodnega ribolova pa plavanja na divje. Gremo v zgodbo.
pauza. Evo družba, približno 2 ure pa pol sem že v vodi, pa sem nekje na polovici. Čaka me še sigurno 2 km dobro za preplavati. Tako da malčka pa hidracija, jo. Nisem si mogel s sabo vzeti vode pa tega, tako da sem si zagate zabasil eno proteinsko, oziroma za naprej sem si zabasil pol eno proteinsko, pa se pravi tole, kva je že, gelček hidracijski. Tako da akcija, pauza, pa dalje. Majčkan ulova. V glavnem, veselica. Lej to, čakaj, zdaj pa podatki sledijo. Evo, 6 ur pa pol plavanja, voda 24 stopinj približen. Ma to je noro. Ampak nič kaj konkretne ribe, v glavnem preplaval sem pa 6 ur pa pol. To je pa 6 ur pa pol brez vode praktično, sam 2 gela sem ruknil za hidracijo. V glavnem, zdaj pa pucam tele ribe, pa mislim, da je že čas za eno kavico, da gremo pa lahko mi dalje. Evo družba, ribe spucane, hidracija, to je pa izotonik, sem dobil v bistvu izotonični napitek v tej vojaški vrečki, obrok za en dan v bistvu, no. Izgleda dober. Štiri urade, 1 pic, ni neki bogatije, bolj bi se lahko rekel revščina v tokem času, ko sem bil v vodi. Ampak guštal smo pa ga guštal. Zdaj pa mislim čas, da je za eno luštno kavico. Meni je tole kofe, ki ga takole narediš, čist črn. Črn kot zamorc. V glavnem, dobro se počutim, glede na to, da sem bil toliko časa v vodi. Ful dober. Zdaj pa tole kavico ruknem, pa že počasi treba se pripravljati za nazaj. Da dela zmer zamori, ker je takole lušten pa fajn je noro. Tole bi še ves takole na divino po moje lahko ima za cel mesec. Evo ga, kava se pali.
Evo, spet zgodba nadaljuje in dajle bom pa jedel v bistvu zelenjavno rižoto, vegetarijansko. Nisem glih vegetarijanc, ampak sam da ni treba kuhati, pa je dobro, lej. V glavnem, piše sam zavreš 400 ml vode, pa akcija. Tako da dajle vrem tole vodo, pa da vidimo, kva bo izpadal z tega. Kavica je pa že kuhana, lej. Evo, narejen, kako malo je treba, da to zaživi, bi rekel človek. A ne? Tale set je pa toliko priročen, a ne? Prav implementiral ga bom, tako da boste lahko kupili lunca priborček za na zgodbo, a ne? To je noro, lej. Zdaj pa da vidimo mi tole vegi rižoto. To ni toliko slabo, bi rekel, ne? Dobra je. Ne moram reči, stari, ej. Tudi vegi zadeve so prav hude, ne moram reči. Mislim se ne, da bi to prav namensko kupal, sam. Če že vse ješ, je to to. Dobar. Evo družba, tako kot vsaka zgodba se tudi tale približuje koncu. In sicer do konca mene še ločenih 500 metrov. Hvala, ker ste bili spet na kanalu Lunca Films. Pa, ko gledate, naročite se na kanal, bodite legende, polajkite. To nas žene naprej, v glavnem, delali bomo še tele zgodbe. Vi pa ostanite z nami, mi pa se ga družba.